Skupaj še korak dlje, staranje prebivalstva. Evropejci živimo dlje kot kdajkoli prej. Vendar imamo tudi vedno manj otrok. Zato se bo v prihodnjih desetletjih delež upokojenih in starejših povečal, hkrati pa bo vedno manj delovno sposobnih prebivalcev. Leta 2060 bosta v Evropi na enega upokojenca starejšega od 65 let prišla samo 2 delavca, kar je polovica manj kot danes. Čeprav bo priseljevanje nekoliko pomagalo, naj bi se število prebivalcev v približno polovici držav Evropske unije zmanjšalo. Skupno število prebivalcev Evropske unije bo le počasi raslo in doseglo vrh leta 2050. Te spremembe bodo močno vplivale na našo družbo in javno porabo, zlasti za pokojnine in zdravstvo. Javna poraba za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo se bo do leta 2060 povečala za 2 odstotni točki bruto domačega proizvoda. Obenem bo zaradi manjšega števila delavcev tudi manj prihodkov iz davkov, večja pa bo poraba javnih sredstev. Zdaj je čas za pomembne odločitve. Države se morajo pripraviti na prihodnost in reformirati zdravstvene in pokojninske sisteme. Evropska komisija jim pomaga z objektivnimi nasveti glede možnih ukrepov. Zaradi vse večjih potreb moramo zdravstvo in dolgotrajno oskrbo učinkoviteje upravljati, da bo vsakdo lahko užival dostojno in varno življenje do konca svojih dni. Pričakovana življenjska doba se daljša. Daljša se tudi delovna doba. Ljudje bodo potrebovali nova znanja, da bodo lahko še naprej prispevali k gospodarski rasti. Vsi, mladi in stari, moramo sodelovati in skupaj poskrbeti za trajnostno gospodarsko prihodnost. Evropsko gospodarstvo. Skupaj smo močnejši.